Tako, leto gre k kraju in tudi midva z županom občine Lendava, Antonom Balaškom, se zadnjič v tem letu srečujeva v studiu televizije Ideja. Ta studio je danes malo večji kot ponavadi. Če bi bilo občinstvo v dvorani, bi videli zelo veliko polnih sedežev, sedaj so prazni. Smo pa v enem najlepših slovenskih kulturnih objektov. Mnogi, ki so tukaj gostovali, so bili prav šokirani zaradi tega, prijetnosti tega ambienta, kulturnem domu v Lendavi. Anton Balažek, pozdravljen. Lep dober dan. Najprej tole ptico, štrka, smo dali na mizico zato, ker je bil v sredo zvečer pravzaprav dogodek. Prejeli ste najvišje turistično priznanje v Pomurju za drznost projekta Stolp Vinarium v Lendavskih Goricah. Jaz mislim, da bolj za uspešnost projekta, ki ga lahko tudi ocenjujemo tako, ja. Res je, ja. Letos smo, torej jaz seveda jemljem to priznanje Pomurske turistične zveze kot kolektivno priznanje vsem tistim, ki so delali na projektu. In jih je bilo veliko od projektantov do izvajalcev, do različnih strokovnjakov, vključno marketinških in seveda tudi ožjih sodelavcev. In seveda priznanje tudi lendavskemu turizmu, ki je v letošnjem letu naredil ogromen korak naprej ali pa kar nekaj korakov naprej. In tisto, kar smo rekli, da se bomo močno zarisali na turistični zemljevid, se je tudi zgodilo, kajti 100.000 obiskovalcev pomeni tretja najbolj obiskana turistična destinacija v Sloveniji. In v tako kratkem času je to dejansko fenomen, ne? In poleg tega pa seveda smo zelo ponosni tudi na priznanje Slovenske turistične organizacije, torej Sejalec, kar pomeni, da je tudi bil najbolj kreativen, najbolj inovativen projekt. Brez inovativnosti pa kreativnosti pa tudi ne gre. Morda je res, da včasih ravno zato, ker si nekaterih stvari ne upamo storiti, jih ne naredimo. Ne, jaz sem ravno na podelitvi priznanja sem zelo nekako bil proti tej razlagi, da je predrzno, ampak potem je gospod Igor Magdič, ki je seveda zelo priznan turistični delavec, je rekel ne, zato ker ta projekt vidimo kot predrznega, zato smo tu, kjer smo. Ja. Torej, gre za čisto normalen projekt, kreativen projekt, inovativen projekt, gre za delo, profesionalno delo. Podobno smo delali na vseh projektih, nič drugače. Zdaj smo pa spet pri tistem, kar pogosto vidimo. Morda včasih ni tako težko nečesa postaviti, kolikor je bolj problem tja not postaviti vsebine, zaradi katerih bodo ljudje ne samo eno leto, ampak daljši časovno obdobje prihajali v objekt. Jaz predvsem, ko grem na Stolp, in to je seveda neko generalno videnje tudi razvoja turizma, kjer mora biti kreativnosti veliko, mogoče še največ. Vedno preberem knjigo pritožb, jih je zelo malo, knjigo pohval. In to, kar ljudje opažajo na Stolpu, so različne stvari. Recimo, ko pridejo tehniki, vidijo, kako perfektno so narejeni zvari. Ko pridejo tisti, ki imajo boljši občutek za estetiko, kako veliko delo ali pa dobro delo je naredil arhitekt. Ko pridejo gradbinci, gledajo, v kakšnem času je pa to, ne v 6 mesecih, ne mogoče. Torej vse, kar je bilo delano, je bilo z nekim presežkom delano. In potem pride en skupek tega, ena suma, ene sinergijski učinki, ki potem dajo takšen rezultat. Torej ta rezultat 100.000 obiskovalcev ni samo rezultat turističnega marketinga, ampak vsega, kar je bilo narejenega. Pa bom rekel tudi tiste opozicije, ki je pripomogla k temu, da je v času nastajanja projektov so bili toliko več v medijih in je tudi negativna reklama bila reklama. Oziroma smo znali tudi tako obrniti. Včasih se mora zgoditi,
da začneš verjeti, da je to res, da je negativna reklama tudi reklama. Ja, in jaz sodelavcem rečem, predrzno bi bilo, če bi projekt odpovedali, ker takrat bi se odpovedali dobri ideji, takrat bi se odpovedali €1 milijon evropskega denarja, ki ga drugam ne bi mogli porabiti, kot je to bilo populistično, pa dajte za socialo, seveda se bi, ampak se ne da, ne. In mislim, predrzno bi bilo stopiti nazaj, tako da tu je bila samo pot naprej in smo zelo veseli, da smo to pot prehodili uspešno. Kajti verjamem, da je to dobra popotnica tudi za naslednji projekt za kandidaturo za Evropsko prestolnico. In še nekaj, ne, sedaj se vidi, koliko ljudi pripelje takšen projekt in da v turizmu, ko delaš projekte, ne glede kdo jih dela, ali jih delajo na Radgonskem koncu, Ljutomerskem, Soboškem ali pa še kje čez mejo, da pravzaprav tisto, kar naredimo, nismo naredili samo zase, ampak za vse. Kajti turizem je res ena specifična panoga, ki poleg kreativnosti potem da tudi rezultat, ki se razlije po širšem okolju in to je čutiti. Pa povejva, kakšnih je bilo 12 mesecev leta 2000. Koliko smo? 16? Zdaj smo že skoraj v naslednjem. V lendavskem gospodarstvu. Potem pa koliko občina sploh na to, kar se dogaja, ima možnost vplivati. Vse vedno, ko delamo neko oceno leta, vedno rečemo, ja, bilo je v redu, bilo je odlično, bilo je z nekaj težavami, smo speljali, ker to so procesi, grejo naprej. Stvari ni bilo nekih velikih pretresov, bi rekel, da je bilo več pozitivnih stvari kot tistih majhnih, ki so zmotili. Jaz kot župan seveda na te stvari gledam različno in zato potem moja ocena je včasih tudi subjektivna, ampak blizu objektivne vseeno mislim. Prvo, če gledam kot ekonomist, mi je veliko do tega, da nekako stroko, ki sem se učil, jo ne zanemarim. In če gledam kot ekonomist, rečem, občina je super dobro poslovala, v redu, vse stabilno, vse tako, kot bi moralo. Ena težava je, da proračuna ne bo v letošnjem letu, tako kot sem si želel, ampak je kup objektivnih težav, zaradi česar ne. In bomo to naredili januarja, kar ni nek velik handicap. Neka proračunska rezerva je tako, kot je vedno bila in so neke realne finančne, bom rekel, podlage, ne pretresov. Posledic za tiste, ki so proračunski porabniki. Ne bo. Seveda pa bo vedno tak, da se pa vedno bolj resno gleda, ali se dosegajo cilji, ali se ne dosegajo cilji in tu se stvari zaostrujejo. Seveda nismo dobili tiste glavarine, ki smo si občine želeli in malo me ta odnos do lokalne samouprave skrbi in sedaj smo že na oceni župana, ne. Kot župan, če gledam, bi rekel, da me veseli najbolj to, da je stopnja brezposelnosti krepko padla. Torej smo prišli pod 20, kar je zelo dober znak, tem bolj, ker smo se soočili z eno res grozno situacijo. To je nekaj podobnega, kot je za Pomurje bil razpad podjetja Mura, tako se je pri nas desetletja dogajal pravzaprav razkroj nafte in mi nobenega nadomestnega programa nismo dobili. Jaz mislim, da niti Pomurje, niti Lendava za nafto in to je bila strašna nočna mora. Torej, kako naj se ti ljudje znajdejo in če gledam z tega zornega kota, so zadnji 2 leti bile izredno, bi rekel, težavne, tudi v psihološkem smislu težavne. Zapravo je čudež, da je vse skupaj tako mirno šlo skozi. Pa ne, da se je obrnilo, ne, ampak to, da se je obrnilo, je seveda tudi nekaj sreče, kajti če bi v takšni situaciji padli v tisto restrikcijo, ki se začela dogajati 2008. In je potem bilo res šlo vse navzdol, tudi v državi, potem bi to bilo hudo. Ampak sedaj je bilo nekaj sreče v tem, da pa vseeno smo šli v neko gospodarsko rast v Sloveniji in se ta gospodarska rast tudi pri nas pozna. Nenazadnje, skoraj vsa podjetja v industrijski coni imajo investicije in sedaj že postaja problem, da se pritožujejo, da bi na trgu dela nekoliko drugačno ponudbo radi imeli, iščejo kader v širšem okolju. In Lendava je v situaciji, kar je paradoksalno in kar kot župan po eni strani sem zadovoljen, po drugi strani pa zelo nezadovoljen, je to, da so velike dnevne migracije. To je fajn, da so dnevne migracije velike. Jaz bi si želel, da čim več teh ljudi prije k nam žive, da je dohodnina tukaj, ne? Da občina dobi dohodnino, to nam je velik handicap. Po drugi strani pa seveda me skrbi, kaj se dogaja v lokalnem okolju, da imamo še vedno tako visoko stopnjo brezposelnosti. To pa je tisto, kar že potem pridemo po strokovni plati, bi rekel, da je že stvar tudi sociologov, psihologov
in se bomo s temi stvarmi tudi morali naprej ubadati skupaj z narodnostno skupnostjo, ki je tu močan igralec. Ena sreča Lendave je, da imate eni par močnih podjetnikov, privatnikov, klasičnih, Sobočan, Bensa, Madjar, ki so kar nosilci, zdaj, če izključimo Novartis. Ostali so programi in na teh programih seveda tudi novi podjetniki, ki že niso čisto novi, recimo Virs, gospod Pahor, pa Marton, pa Legartis, torej veliko lokalnih teh podjetij se je okrepilo. Ja, to je to, ne. No in če odgovorim čisto na vprašanje, jaz moram za tem letom biti izredno zadovoljen in kot župan in kot ekonomist. Seveda pa po človeški plati pa vidim, da pa vseeno prihaja do nekega razkroja v družbi, da prihaja do nekih napetosti v družbi, ki se misli, da mogoče samo na tem našem koncu in da so posledica nekih socialnih stanj, brezposelnosti. Ampak ne, ko sem se pogovarjal s kolegi, tudi iz Osijeka smo jih zdaj gostili, Panone GTC, pa iz Peča, pa potem iz notranjosti Slovenije. Pravzaprav prihaja do tega virtualnega sveta, vplivov medijev, interneta in tak naprej in to nas na nek način tudi poneumlja. V tem delu pa seveda nisem zadovoljen oziroma na to tudi ne moremo vplivati, smo pa lahko zaskrbljeni, kam grejo te stvari. Tudi ta zgodba o tujenosti, o tem, da prevladuje neka spletna, internetna ideologija, ki osvaja ljudi, se vendarle na lokalnem nivoju da nekoliko kompenzirati z različnimi aktivnostmi, s privabljanjem mladih, kulturne, športne aktivnosti in tako naprej. To je eno, mi imamo to društveno življenje zelo bogato, ampak tukaj tudi je treba paziti, da spodbujamo to vključevanje v društva, kulturna, turistična, športna. Ampak tu gre še za eno zadevo. Jaz mislim, da bi morala biti angažiranost vseh občanov večja. Če govorimo o demokraciji, namreč tudi če se vrnemo na ta uspeh o Stolpu, potem kandidatura za Evropsko prestolnico kulture, to so velike stvari, veliki dosežki, veliki dogodki in potem slišiš samo, ne vem, 30-40 negativnih ljudi, večkrat tudi sfrustriranih ljudi, ki govorijo svoje mnenje in seveda to širijo po internetu in tako naprej, v glavnem anonimno, ne. Medtem ko pa tisti ljudje, ki so pa za ali pa še nimajo svojega stališča, pa se enostavno ne aktivirajo in ne povedo svojega mnenja javno in zato zgleda vse skupaj tako neuravnovešeno in se izkrivlja pravzaprav neka slika o nekem javnem mnenju. Ampak tu je še nekaj problem, kar jaz vidim, ne, da je osnovno poslanstvo šole, da nauči mlade kritično presojati, kritično razmišljati. Ne kritizerstvo, pa ne populizem, čeprav populizem do neke mere tudi sprejemaš, ker pravzaprav tudi gre za ljudi, ampak gre za to kritično presojo, lastno mnenje, komuniciranje tega lastnega mnenja. Mislim, da nam to v družbi manjka, da je tega bilo nekdaj več in da je potem bilo vse skupaj bolj kvalitetno. Kajti mora biti izmenjava mnenj, mora biti izmenjava idej, mora biti ta dinamika. In ta dinamika je pravzaprav na nek način izginila oziroma se prevesila samo v negativno. Gotovo bi se morali vendarle ta mlada generacija veliko bolj vključevati v vse skupaj, da bi prišli do njihovega res kritičnega mnenja. Ja, lep primer je bil, mi smo imeli konferenco na temo Evropska prestolnica kulture, priložnost za mlade. In seveda vsi drugi so se dosti bolj angažirali kot organizacije mladih iz lokalnega okolja. Ne? In to je zaskrbljujoče. Na tem bomo še morali veliko delati, se pogovarjati. Tako dolžna so ostala tistega dela bilance letne, kaj je občina želela in kaj je občina storila. Tako bom rekel, govorimo o investicijah, tako bom rekel, občina ni občinska uprava, občina smo vsi občani, podjetja in če ta skupek vzamem, smo kot občina bili zelo uspešni. In v gospodarskem smislu, in na področju kulture, in na področju varstva okolja, vsega. Torej, vsa priznanja in podjetnikom, in občanom, in na vseh področjih. Občinska uprava pa tudi zadovoljivo, vendar nekje na nivoju dobro. Ne na nivoju odlično, ampak na nivoju dobro. Ker mislim, da so pa še nekateri projekti, da smo še premalo bili odzivni.
na probleme, na lokalne probleme, konkretne probleme v okolju in da bo to odzivnost občinske uprave. Naredimo diagnozo, kateri projekti so tisti, ki bi jih morali, pa jih niste zaznali. To so vsakodnevne majhne stvari. Recimo se pokvari ulična razsvetljava, ali ena svetilka pregori, jo je treba zamenjati in zato ni treba čakati 3 tedne. Ne? Je neka udarna jama na cesti, ko je treba zadevo v 20 minutah rešiti, ne v 4 dneh ali v enem tednu. To je ta odzivnost in nasploh mislim, da se ta problem javne uprave zrcali posod. Ne? Po eni strani je rahlo nezadovoljstvo, vprašanje, če je upravičeno, neupravičeno, to zdaj pustiva, ne? Ali mislim, da ta učinkovitost javnega sektorja, da se bo o tem trebalo dosti več pogovarjati tudi na lokalnem. Malo so se preveč naslonili v svoje naslonjače in... Recimo, ali pa dinamika takšna, da se težje prilagajajo, več časa rabijo, da se prilagodijo nekim spremenjenim okoliščinam in definitivno, da so okoliščine takšne, da vsi pričakujemo hitro reševanje problemov, angažiranost, agilnost, ker se zopet vrnem na tisto, da pravzaprav se mi ne moremo izogniti tej dinamiki, ki je okoli nas. Torej, mi ne moremo biti zaspan otok v nekem okolju, ki pa je dosti bolj dinamično in ta srednjeevropski prostor je dosti bolj dinamičen, kot ga mi zaznavamo. Dobro, pojdiva zdaj na konkretne zgodbe. Nekaj let sem že tečen z srednjo šolo bivšo, zgradbo njeno. Bivša srednja šola je v lasti države in to sodi v to kategorijo. Koliko let je že, kar ne služi več svojemu namenu? Veliko 10, še več. Ne? To sodi v problem odzivnosti države in javne uprave nasploh. Ona je v lasti države in mi enostavno tega lastništva ne moremo pridobiti. In pišete vsake toliko časa? Seveda pišemo, ampak gre tu za nekaj drugo. Ne? Gre tudi za eno odgovornost. Zdaj, če pa v tem stanju mi ta objekt prevzamemo, ne da bi skupaj z državo, sedanjim lastnikom skrili ali nek vsebino, projekt, potem bo to ostalo v breme občini. In se tu treba sedanjim lastnikom dogovoriti ne samo o tem, da prevzameš breme pa v nekem razsutem stanju nek objekt, katerega boš vložil toliko pa toliko, ampak je treba najti vsebino in zagotovo bi tam lahko bil program, socialni program, varovanih stanovanj in tak naprej, tudi prostore za Rdeči križ, za te humanitarne organizacije. Medtem ko so se pa zanimivo gasilci temu odpovedali, jaz sem tam mislil, da bi lahko združili tudi v Center za zaščito in reševanje, ampak da ne bodo občani, ki gledajo to našo oddajo, sedaj zaskrbljeni. Mi smo se odločili, da bo eden od glavnih projektov prihodnje leto vseeno Center za zaščito in reševanje, da bomo obnovili obstoječi gasilski dom in na lokaciji bivšega TVD Partizana, se ga še spomnite, da bomo naredili dodatne kapacitete, garaže, skladišča in tam združili Center za zaščito in reševanje. Drugo, seveda, da bova konkretna, kaj smo naredili, seveda smo komplet prenovili Slomškovo naselje. To je eno od najlepših naselij v Lendavi, je bilo precej infrastruktura dotrajala in je bila poanta v Lendavi v glavnem na tem. In sem prav zadovoljen, upam, da tudi občani, kako je to, bom rekel, generalno obnovljeno, od vodovoda, kanalizacije, meteornih voda do cest. Potem se je veliko dogajalo na Hotizi. Torej, Martin na Muri je toliko močna turistična destinacija, da si več nismo mogli dovoliti, da se bodo ljudje vozili od tam k nam, pa imamo interes, da se vozijo po Makadamski cesti. Smo zaasfaltirali, uredili. Tam pri prehodu tisto? Komplet isto cesto in tudi turistično. Če zmeraj niste dosegli, da bi pa prehod bil na mostu, da stvar rešimo, pa da ni poplavljen vsake toliko časa. To bo arbitraža rešila, upam, da ne, tako kot pravi. Ampak jaz sem še zmeraj na glavni ulici. Vrtec stari, kjer je bilo dopisništvo televizije. Tudi ni naša last, tudi je last. Ampak gledate pa, greste mimo, pa vidite, kako propada. Ja že, ampak pogledajte, zdaj to... Te greva še k blagovnici. Ne moremo narobe postaviti zadeve, da pa zdaj lokalna skupnost lahko poskrbi za vse zapuščene objekte. Prvo je to odgovornost lastnikov. Ja, greva k blagovnici. Blagovnico smo odkupili, ker to pa je v strogem centru in seveda mi neko dopolnilno infrastrukturo za tale kulturni dom, sinagogo potrebujemo. In to zelo pomembna, bom rekel, strateška točka za nas, tako tudi stara ulica.
tudi v tej kandidaturi za Evropsko prestolnico, ker si tu kulture, da se razumeva, ker tukaj želimo narediti eno urbano, likovno in glasbeno kolonijo. In na tem že tudi zelo resno delamo. Seveda morava omeniti tudi, da smo imeli veliko problemov z naravo, z naravnimi silami. Mi smo kar velike denarje vložili v sanacijo brežine ali pa hriba pri 3 izvirih, ker je bil tisti odron skale. Še niso zaključene zadeve glede plazišč. Umirili smo plaz in sanirali končno zadeve v Gregorčičevi ulici. Veliko je bilo, bom rekel, dela na jarkih za odvodnjavanje. Še vedno ni narejeno tako, kot bi morali, predvsem pri vodarjih je problem, kar se tiče čiščenja potoka Kopica. Pa so začeli, pa so se ustavili, ampak so bila znatna sredstva v to tudi vložena. Tako da jaz mislim, da aktivnosti bilo veliko in da se tudi sedaj ne ustavljamo, sedaj se pripravljamo. Še eno stare grehe bom vprašal, strelišče in kegljišče. Zakaj mislite, da je kegljišče čigav stari greh? Da ni. Kegljišče je bilo, poglejte, gospod Dora, kegljišče je bilo od podjetja Nafta Lendava. Nafta Lendava je seveda veliko infrastrukture dalo, tem so to prodali s kegljiščem, s kegljači vred, oziroma kegljače ne, hvala Bogu. In sedaj imamo projekt, ki čaka 3-4 leta, da bi naredili z javno-zasebnim partnerstvom. Jaz nimam predstave, da bi občina lahko bila lastnik kegljišča. Lahko pa da zemljišče, lahko da komunalno opremljeno zemljišče in idejni projekt, kar tudi imamo. In seveda pozivamo vse tiste, ki imajo interes postaviti kegljišče, da smo jim na razpolago in da smo pripravljeni pri tem tudi sodelovati kot zelo, zelo manjšinski partner. Potem pride vprašanje, kaj pa potem, ko se to zgradi, ne? Vzdrževati je treba... Ja, v najem dati nekomu tak naprej. Strelišče pa se ne bi strinjal. Na stadionu nogometnega kluba ima strelsko društvo čisto solidne pogoje za svojo dejavnost. Nekaj se dogaja tudi v Petišovcih, ampak tisto je bolj na pol na divje, na pol legalno, ampak tudi strelsko društvo. Tako da kar se tiče, ostaneva pri tem, da kar se tiče športnih društev, mislim, da imamo vso infrastrukturo, razen bi malo pogrešal, bom rekel, infrastrukturo za plavanje. Čeprav Terme Lendava imajo, se sedaj tudi obnavlja olimpijski... Je, ampak ni za zimske pogoje. Drugače pa imamo športno infrastrukturo odlično. Dobro, kaj naprej? Če sva zdaj šla skozi to, kar je bilo narejenega, kaj imate v načrtu proračuna za prihodnje leto, da bo občina uredila? Kot prvo je prva prioriteta, sem to razložil pred 2 dnevoma tudi predsednikom krajevnih skupnosti, da naredimo več na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja. Mislim, to sem jaz tudi imel v svojem predvolilnem programu. Imel sem veliko željo, da bi to naredili v industrijski coni. Lokacijsko se zadeva ne izide in bomo morali, ali pa smo se odločili praktično skupaj z gasilci, da bomo to naredili na sedanji lokaciji gasilskega doma in na sosednji parceli, torej bivšega TVD Partizana. Seveda pa k temu zraven sodi tudi določeni premiki, organizacijski, kadrovski premiki tudi na področju gasilstva in tudi po tako imenovanih razvojnih centrih, ki jih imamo. Recimo Dolina ima ambicijo, da se uredi stara šola tudi za društva in za gasilstvo. In v te gasilske domove bomo skušali kot en paket vključiti, da bomo lahko kam kandidirali tudi za obnovo gasilskih domov. Medtem ko verjetno bo treba še kaj vložiti tudi v opremo. Mi se bomo morali zelo resno pogovoriti z industrijsko gasilsko brigado oziroma s podjetji, ki so zadolžena za požarno varnost na področju svoje dejavnosti in nekako najti kompromis v tem, da to požarno varnost, ki izhaja predvsem iz industrije, na nek način... Koliko imate teh poklicnih društv? Imela jih je Nafta, Ilirija? Ne, tisto, kar je pri nafti, tisto je zametek in mi ocenjujemo, da to ni zadosti in se bomo tu že januarja skušali zelo resno pogovoriti, ker požarna študija, ki nam jo je izdelala neodvisna inštitucija, kaže,
da to, kar je iz naravnega okolja in to, kar mi za javno službo moramo pokrivati, je dobro. Ne? Je zelo nizka požarna nevarnost in smo dobro organizirani, medtem ko pa na področju gospodarstva, gospodarskih dejavnosti pa je to čisto nasprotno, da organiziranost ni ustrezna in da je požarna ogroženost precej velika. To pa je po zakonu odgovornost podjetij, ampak jim bomo skušali iti nasproti in bomo skušali najti en skupni imenovalec. To je tista glavna poanta. Drugo, kjer ne moremo nazaj, niti ne želimo, je gospodarstvo, turizem, povezovanju s kulturo. Mi nadaljujemo s projektom Evropske kulturne prestolnice. To je zame gospodarski projekt, turistični projekt, ki ga v okviru tega projekta Evropske prestolnice kulture ali kandidature želimo okrepiti. Ne nazadnje so ti uspehi za razglednim stolpom velika priložnost, pa tudi izziv za naprej. In v tem kontekstu smo odkupili objekt stare blagovnice tu sredi mesta in bomo to na nek način skupaj z Fakulteto za arhitekturo, ki bo tu opravila delavnice. Profesor Gabrielčič dela na tem, da že spomladi skupaj z Zagrebško, Budimpeštansko in Dunajsko Fakulteto za arhitekturo opravijo delavnice, študentje in profesori pri nas, da začnemo delati na prenovi tega starega mestnega jedra v tem kontekstu tega velikega kulturno-turističnega projekta. Za stolp imam še zmeraj eno tako drobno pripombo. Imam občutek, da tisto, kar je bila vaša intenca tudi, da bi zaživele Lendavske gorice z ogromno točkami, kamor bi tisti, ki grejo gor, grejo dol, se ustavljali, kaj prigriznili, kaj popili in tako naprej, da to ne zna zaživeti tako, kot bi vi radi ali pa kot bi bilo pametno za ljudi. Mogoče sva oba malo nestrpna, da je to proces. Seveda bi jaz zdaj tudi lahko bil kritičen do teh ponudnikov pa do svojih občanov, ampak tega ne želim, niti imam to pravico. Mislim, da je to proces, ampak mi smo veliko naredili na tem. Interes za organiziran zidaniški turizem je pokazalo približno 40 lastnikov vikendic v Lendavskih goricah. Povabili smo gospoda Pavlina z Dolenjske, ki je prišel zraven in bo s pomočjo našega javnega zavoda za turizem in turistično zvezo organiziral vikendaše, lastnike vikendic. To je en ogromen napredek, ker mislim, da bomo dobili nekje 100 novih ležišč in drugačen pristop v marketingu. Drugo, kar je zelo pomembno, jaz se bom te dneve sestavil tudi za kolegi župani iz upravne enote naše in širše. Se pogovarjamo tudi o projektu Evropske prestolnice kulture, ker to ni samo lendavski projekt. In mi v tem gremo en drugačno razmišljanje, drugačen model. Pa vam bom povedal na primeru kegljišča ali pa vam bom povedal na primeru nove restauracije pri razglednem stolpu. In to je recimo recept tudi za kolesarske punkte, vhodne kolesarske punkte na Hotizi, v Genterovcih, še kje. Gre za to, da mi pripravimo komunalno opremljena zemljišča, damo idejo oziroma idejni projekt in povabimo vlagatelje. Poglejte, izvolite, pripeljali smo 100 000 ljudi na to lokacijo, tukaj je toliko pa toliko komunalno opremljenih zemljišč, ki bomo mi vložili v projekt. In tukaj je idejni projekt, ki ga vi še lahko dodelate. Ne morete ga generalno spremeniti, ampak ga lahko po svoji želji dodelate in gremo v javno-zasebno partnerstvo in potem z privatno inicijativo gremo naprej. To je poslovna priložnost. Ja, tako. In mislim, da moramo številne male projekte, sedaj jih imamo 7-8, in sem pozval tudi krajevne skupnosti, da identificiramo, kaj je še tisto, kar lahko naredimo, kje imamo zemljišča, kje imamo ideje in bomo enostavno dali ponudbo, bom rekel, gospodarstvo. In mislim, da je to pravi pristop. Verjetno ta koncept bolj kot katerikoli drugi kliče po tistem, čemu so rekli pomorski zakon. Recimo. Kar je dobrodnar, z tistega ni tako. Ampak potem ne bomo smeli biti ljubosumni na to, če pride kdo od drugot in realizira to poslovno priložnost. To je čisto v redu. To bi bilo neumno razmišljati sploh. Kdo je prinesel denar pa vložil v nekaj, da bo nekaj... Ampak to so majhni projekti, sorazmerno majhni projekti, seveda pa je še nekaj zemljišč tudi v industrijski coni, tudi cono v Dolgi vas je treba aktivirati, sedaj to gospodarsko rast je treba izkoristiti.
Kad je vprašanje, koliko časa bo to trajalo, ali bo to 2 leti, 3 leta, 4 leta, in potem bo seveda zopet prišlo po tisti zakonitosti gor dol. In to konjunkturo je treba izkoristiti, da stopnjo brezposelnosti še znižamo, ampak imamo še eno veliko nalogo. Velika naloga je tudi ta, da se odpremo, da se več ljudi k nam priseli, da se tu tudi registrira stalno bivališče. Mi imamo veliko tako imenovanih vikendašov, ki ne plačujejo dohodnine tu. Hočemo narediti okolje takšno, da bo privlačno za mlade, za starejše in da povečamo, da te negativne demografske trende, ki so v celem Pomurju, da nekako skušamo postopoma obrniti sebi v prid in jih narediti pozitivne. Anton Balažek, spodobi se, da vendarle za to priložnost se nekako obrnete na občane občine Lendava in jim zaželite lepe božične in novoletne praznike. Ja, jaz bi se obrnil in na svoje občane in na vse vaše gledalce in tudi tiste, ki naju ne gledajo, kajti mislim, da se ta prostor tako prepletel, da je to dobro, da smo delali z marsikom, ne samo v lokalnem okolju, ampak širše, da so te meje med občinami pravzaprav, ko so vsebinski projekti, pa tudi med državami nekako izginjajo. Zato bi se jaz prvo predvsem zahvalil vsem, ki so z nami sodelovali, vsem tistim, ki so nam pri tem pomagali, tistim, ki so verjeli v nas in tudi tistim, ki niso verjeli v nas, so nam na nek način pomagali. Seveda hvala lepa za sodelovanje v letu 2016, za veliko željo, da se takšna sodelovanja nadaljujejo in širijo še na tiste, s katerimi nismo. Po drugi strani pa seveda v predbožičnem času, pred novim letom, bi vsem skupaj zaželel prijetne božične praznike, srečno novo leto, veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Če še dovolite mađarsko, mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, és nagyon-nagyon boldog új évet. Hvala lepa in köszönöm szépen in tudi vam vse dobro v prihodnjem letu. Enako.